Lepo pozdravljeni. Člani občinskega sveta občine Krško so se v četrtek sestali na redni seji. Med drugim so sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2019. Leto 2019 so v občini Krško zaključili s 40,9 milijona evrov prihodkov in 36,8 milijona evrov odhodkov. Realizacija je na prihodkovni strani 93-odstotna, na odhodkovni pa 90-odstotna. Kot je pojasnil župan občine Krško, so 13,8 milijona evrov namenili za naložbe. Razlogi za nekoliko nižjo realizacijo so predvsem v manjših transfernih prihodkih, posledično tudi na drugi strani odhodkih in pa seveda na zmanjšanju nekaj manjši dinamiki investicij, ki je te dva elementa najbolj vplivata na to, da ni bila realizacija 100-odstotna. V lanskem letu so odplačali za 1,7 milijona evrov dolga. Občina redno zmanjšuje vsako leto zadolžitev in sicer potem po približno 1,1 milijona evrov letno, kar je tudi letos. Tako da je skupna zadolžitev sicer okrog 13 milijonov, torej vsi dolgovi, vključno tudi z dolgovi iz naslova posojila strani države, tako imenovanega 23. člena, ki počasi narašča, namreč vsako leto koristimo ta sredstva v višini približno 560 tisoč evrov. So sicer to povratna sredstva, nekoč niso bila, to je treba povedati, so pa neobrestovana, tako da so to se v 10 letih ta sredstva tudi državnemu proračunu vrnejo. Župan se je ob tem dotaknil še dinamike izvajanja proračuna v letošnjem letu v času razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. Običajno dinamika po sprejetju proračuna takšna, da v prvi polovici leta oziroma tam nekje do maja izvajamo razpise, izbiramo izvajalce in potem nekje v juniju uvajamo izvajalce v delo. Tista dela, ki so bila že za lansko leto začeta, so se letos prekinila nekje od 13. marca pa tam do 1. aprila, potem pa so se nadaljevala s polno dinamiko, tako lahko rečem, da je eno najbolj takih vidnih gradbišč je seveda gasilski dom pri poklicni gasilski enoti, pa tudi druga gradbišča se niso ustavila in so se izvajala. Tako da ne bo verjetno proti koncu leta ta 14-dnevni zastoj sploh opazen. Svetniki so prav tako sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem, ki podaja prostorske pogoje za gradnjo 7 novih stanovanjskih objektov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo dostopne ceste z obračališčem. S tem prostorskim aktom dejansko zapolnjujemo še eno večjih vrzeli v mestu Krško na območju Stare vasi z nekim interesom, da dejansko investitorji lahko pridobijo gradbena dovoljenja in začnejo z gradnjo svojih objektov. Med drugim so se člani občinskega sveta seznanili z letnim poročilom za leto 2019 družbe Rudar, letnim poročilom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za lansko leto, z letnim poročilom upravljanja kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško ter letnim poročilom izvajanja javne službe Tržnica Videm za leto 2019 ter sprejeli njen program dela za leto 2020. Ostajamo v Krškem. Člani občinskega sveta so na redni seji sprejeli tudi letni program kulture za leto 2020. Letni izvedbeni načrt kulture je dokument, ki ga v skladu z zakonom o izvrševanju javnega interesa na področju kulture občinski svet občine Krško sprejme vsako leto in je dejansko povzetek odhodkov, ki so namenjeni v občinskem proračunu za področje kulture. V letošnjem letu je ta sklop odhodkov iz tega naslova dosega 3 milijone 200 tisoč evrov. Največji del tega zneska je v bistvu namenjen za financiranje 4 zavodov, ki so ustanovljeni strani občine Krško oziroma so ustanovljeni, gre za Kulturni dom Krško, Valvazorovo knjižnico, Posavski muzej Brežice in pa Galerijo Božidar Jakac. Drugi velik odhodek je vezan na infrastrukturo, se pravi na investicije na področju javne kulturne infrastrukture. V letošnjem letu je največji odhodek predviden na področju izgradnje nove knjižnice, potem je to še bibliobus, obnova kulturne dvorane v Breslenici in še nekaj manjših investicij. V okviru letnega izvedbenega načrta občina financira tudi javni razpis za obnovo kulturne dediščine in na podlagi javnega razpisa sofinanciranje delovanja kulturnih društev. V Sevnici so nedavno podpisali pogodbo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanski cesti. Člani občinskega sveta občine Sevnica so sicer omenjeno območje že obravnavali kot prostorsko pobudo za gradnjo potrebne družbene infrastrukture.
Območje ob Drožanski cesti je veliko 8,5 hektarjev ter je delno v zasebni in delno v občinski lasti. Te površine ta trenutek še zasedajo kmetijske kulture, nekaj sadovnjaka in nekaj drugih kmetijskih površin, pa vendar na njem intenzivno načrtujemo. V preteklem obdobju, nekako preko zime, smo opravili geološke raziskave o stabilnosti terena, o zmožnostih, ki jih daje ta teren, in pred nekaj dnevi smo podpisali pogodbo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na tem območju je pripravljena idejna zasnova za gradnjo objektov socialno-varstvenega področja ter vzgoje in izobraževanja, predvideno pa je tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo. Idejna izhodišča za pripravo OPPN-ja so bila že pripravljena, tudi na različnih nivojih usklajevana, zato je izhodišče, da bo v delu, zgornjem delu, torej praktično na hrastih, tam, kjer je še sadovnjak, prostor za postavitev novega doma za starejše. V veliki meri, poleg novega doma za starejše, še 2, 3, mogoče več stanovanjskih objektov kot varovana stanovanja. Na zasebnih zemljiščih in na velikem preostanku zemljišč pa bo prostor za individualno stanovanjsko gradnjo, tako da bo to postala ena povezana stanovanjska soseska, ki bo vključevala tako individualno gradnjo, večstanovanjsko gradnjo v okviru varovanih stanovanj, pa tudi domsko oskrbo. Na delu zemljišča je prostor rezerviran za gradnjo objektov za družbene dejavnosti, ali šolo ali vrtec. V primeru potreb v okolju, v primeru potreb po dodatnih kapacitetah ali pa po prestavitvi katerega od programov, je smiselno, da občina kot inštitucija, kot nekako organizator razvoja prostora rezervira določen prostor tudi za bodočnost, za take namene, kar se nam zdi bistveno. Gre za veliko področje, kjer je potrebno s skrbnim načrtovanjem predvidevati dolgoročni razvoj in širitev mesta na omenjeno območje. Potem komunalno urejanje in sama izgradnja bo pa zagotovo postopna v prihodnjih letih, verjetno pa najprej objekt doma za starejše in pa individualna gradnja, tako na zemljiščih, ki jih nekako ima v lasti ta trenutek občina, kot na zasebnih zemljiščih, kjer so zasebni lastniki zemljišč ravno tako zainteresirani za individualno gradnjo stanovanjskih hiš. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je lani v načrt razvojnih programov vključila prenovo križišča pri Brestanici na glavni cesti Krško-Sevnica. Kot pravijo, bodo 3-krako križišče preuredili v krožišče. Na tem delu, kjer je v preteklosti že bilo nekaj hujših nesreč, žal tudi smrtnim izidom, bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov, izgradili površine za pešce, postavili kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. To križišče je nevarno, predvsem zaradi velikih hitrosti, ki jih vozila razvijajo na cesti, se pravi Sevnica Krško, tako da bo krožišče, ki bo tam izvedeno, praktično precej upočasnilo ta promet in močno prispevalo k varnosti prometa na tem križišču. Križišče je sicer v celoti izvedba Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, kolikor mi je znano, gre za investicijo v vrednosti približno €500 milijonov, se pa postopki vodijo in računam, da bodo tudi kmalu se začela dela na tem odseku in bila tudi potem relativno hitro končana. Kot so nam sporočili z direkcije, trenutno potekajo še zadnja usklajevanja razpisne dokumentacije za gradnjo območja križišča. Objava razpisa na portalu javnih naročil je predvidena junija letos, rok za izvedbo del pa je 150 dni od uvedbe izbranega izvajalca v delo, ki bo z deli na terenu začel še v letošnjem letu. Ob zaključku projekta Varuj vodo je družba Kostak partnerjem projekta predstavila pilotno malo komunalno čistilno napravo s filtrnim medijem, ki so jo razvili v sklopu omenjenega projekta. Družba Kostak se je v raziskovanje podala z idejo o razvoju tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih voda v individualnih sistemih, ki se bo vključevala v naravno okolje. Namen izvedbe raziskovalnega projekta za, se pravi,
razvoja neke tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih voda, namenjene bolj razpršeni poselitvi, je bil združiti neke dobre izkušnje iz terena, zadovoljiti okoljske standarde kakovosti za izpust očiščene odpadne vode v okolje, hkrati pa narediti napravo, ki bo neopazna, ki bo nemoteča, ki se bo vključevala v okolje, pri kateri bomo lahko uporabili površino oziroma naravno okolje, v kateri se nahaja, lokalne materijale pretežno pri sami izgradnji, se pravi trajnostno naravnana, da je sama naprava tudi po izteku življenjske dobe, jo lahko vračamo, se pravi materijale recikliramo oziroma ponovno uporabimo, da nima vonja, da je za uporabnika enostavna za upravljanje, hkrati pa raziskati možnost ponovne uporabe vode za zalivanje zelenih delov rastlin, se pravi grmičevja, cvetlic, in ne uporabi v smislu zalivanja delov rastlin, ki jih uživamo surove oziroma jih ne prekuhamo pred uporabo. Kot poudarja vodja projekta, so v tem primeru želeli ohraniti obstoječo infrastrukturo. Se pravi, greznica, ki je že bila, smo jo nadgradili, ker je bila premajhna, ampak smo jo sanirali. Se pravi, tisti del, ki je ostal, ki je bil, smo ga ohranili, sanirali, nadgradili, kolikor je bilo potrebno. In tudi tukaj smo hoteli ta korak, ker je bilo velikrat vprašanje, kaj pa z greznico, a zdaj to zasipati, kaj z njo narediti. Mi smo imeli pa resnično željo to obdržati. Se pravi, če je že bila enkrat neka investicija narejena, zakaj zdaj to izločevati ven? No? Pri čistilni napravi, ko smo jo delali, smo se nekako soočali s temi izzivi, kako obstoječe sisteme, ki že delujejo, spraviti v neko malo drugačno obliko, s tem, da bomo zadoščali standarde, zahteve za izpuste vode v okolje, istočasno pa našli neko inovativno rešitev, ki bo privlačna za neka ruralna območja. Naprava je omejena s folijo visoke gostote, kar zagotavlja vodotesnost filternega medija ter zasuta zemljino in zatravljena ter tako neopazna v okolici. Naprava je pohodna, površina pa je primerna za raznovrstne aktivnosti. Sama čistilna naprava v bistvu je sestavljena konceptualno gledano iz dveh delov, iz nekega primarnega dela, kjer se usedajo grobi deli kot neka greznica, in potem drugega dela, kjer se voda biološko čisti. Ta drugi del je nekako ima površino 9 kvadratnih metrov, globok je 1 meter, ampak je pa v bistvu značilnost to, da je popolnoma vkopan v zemljo. Da načeloma lahko deluje tudi gravitacijsko, v tem primeru imamo sicer črpalko zaradi v bistvu same kontrole, ker je to pilotni projekt, pa zaradi tega tudi v bistvu, ker imamo malo padca. Sicer je pa tako, tudi z vidika uporabe zelo prijazna čistilna naprava, ker je treba za njo relativno malo skrbeti, ne troši generalno gledano elektrike za upihovanje, tako kot večina konvencionalnih čistilnih naprav, tako da je tudi, na dolgi rok mogoče lahko uporabnik malo prihrani in z njo lahko živi. Gradnja pilotne naprave je stekla avgusta 2018, poskusno obratovanje pa se je pričelo v septembru istega leta. Od takrat je bilo pri spremljanju obratovanja izvedenih več kot 1300 terenskih meritev, 72 preskušanj mikrobioloških parametrov in 342 fizikalno-kemijskih preskušanj. Izgradnja pilotne male komunalne čistilne naprave je bila sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje, sredstva za izvedbo preskušanj pa je v celoti zagotovila družba Kostak. V ponedeljek na dan Save so pri Mestnem muzeju Krško na pobudo Zveze geografov Slovenije, Komisije za hidrogeografijo in Ministrstvom za okolje in prostor izvedli dogodek ob postavljanju oznake visokih voda. Več v naslednjem prispevku. Agencija za okolje in Komisija za hidrogeografijo akcijo postavljanja oznak, ki označujejo najvišjo zabeleženo gladino vode ob vodotokih na Kraških poljih in morju, izvajata od leta 2014. Z akcijo skušamo ozaveščati in izobraževati lokalno okolje in nekako to lokalno znanje prenesti na državni nivo, da se v bistvu na mestu samem pokaže, do kam je nekoč prišla gladina poplavne vode. Kljub vsem protipoplavnim ukrepom, ki nekako danes bodisi bolj varujejo to območje,
ampak namen je v bistvu v tem, da poplavne vode so bile in pač vedno bodo. Upajmo, da jih bo čim manj. Naš namen pa je in sporočilo, da bi osveščali predvsem mlade, da se zavedajo, da je življenje ob vodi skupaj z vodo seveda mogoče, to je že od nekdaj poteka, se pa treba zavedati določenih zakonitosti, ki vplivajo na to, da je sobivanje recimo primerno tako za vode, kakor tudi za ljudi. Tako da pozdravljamo današnji dan v smislu, da so se udeležili tudi naši šolarji v takem številu in pa predstavniki lokalnih skupnosti ter inštitucij, ki se ukvarjajo s temi zadevami. Ni naključje, da so oznako v Krškem postavili ravno na 1. junijski dan, ko obeležujemo dan Save. Ni naključje, gre za v bistvu za namenoma določen dan, ker v bistvu obeležujemo prav dan Save in tukaj je poplavila reka Sava leta 2010. Poleg tega gre za v bistvu dan Save v celem porečju reke Save in ta akcija ni le slovenska, lokalna, ampak jo skušamo razširiti tudi na sosednje države. Na območju Posavja so v preteklih letih že postavili nekaj oznak, dodaja Frantar. Imamo jih v Brežicah, tam smo jih postavili pred nekaj leti skupaj z občino, z lokalnimi prebivalci, tudi s civilno zaščito Sevnice in pa skupaj z njihovo osnovno šolo. Tam smo postavili več oznak in tiste oznake pač danes služijo kot ozaveščanje prebivalca in pač kažejo, kaj vse je tam v Sevnici zalilo, kar je bilo zelo zanimivo. Voda je bila nekje tudi preko glave. V okviru akcije so doslej po Sloveniji postavili že več kot 55 oznak visokih voda, sloj oznak pa je predstavljen tudi na atlasu okolja. V galeriji Božidar Jakac so odprli razstavo Osamljenosti, izrazi tesnobe v prekmurski likovni umetnosti. Gre za izbor iz stalne zbirke galerije Murska Sobota. Razstava, ki so jo v lanskem letu pripravili v galeriji Murska Sobota, je posvečena častitljivemu jubileju, 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tema razstave je tema osamljenosti, tesnobe in melanholije kot tisti skupni imenovalec, ki se v preseku dobrih 50 let izčrpno izrazi pri različnih prekmurskih umetnikih. Pri tem gre za eno osebno izkustvo teh umetnikov, za izkušnjo prehajanja roba preko tega pravega horizonta, ki je imaginaren in se ne vidi, ki je tak navzoč v Prekmurju. In ta osamljenost se mi zdi ena skupni imenovalec vseh določenih umetnikov, na razstavi jih je 13. Vse skupaj sem tematiziral in interpretiral tudi v monografiji. In tisto, kar se mi je samo zdelo, da bi lahko bilo, se je že na mursko-soboški razstavi izkazalo, da to velja in tukaj pa še bolj. Tukaj se pokrivata dva segmenta. Mi ne pokrivamo 100 let, pokrivamo 50 let. Modernizem je navzoč v Prekmurju od 50 letih. In seveda vsa dela so z naše stalne zbirke, tako da smo s tem pokazali tudi prispevek naše skrbi za premično dediščino. Ta dela bodo ostala tukaj, se pravi v Murski Soboti, so tisto, kar je z našega stališča gledano naša skupna last, tega nihče ne bo odnesel domov, vedno bodo nekako na voljo prihodnjim rodovom. In vedno bodo pričala o izjemni umetniški ustvarjalnosti v nekem določenem okolju. Pri čemer pa velja poudariti, da pa je moj namen bil tudi prikazati, kako ti umetniki, dobro, mi govorimo prekmurski, ampak likovni jezik je pa povsem drugačen in ta likovni jezik nekako sodi mogoče v časovno stanje pred gradnjo Babilonskega stolpa. In je univerzalen, lahko bi rekli, da je to jezik starih trgovcev ali starih pomorščakov, se pravi lingua franca. Ta jezik je vse povsod razumljiv. Likovni jezik in rokopis, s katerim se izraža, je izviren in geografsko nezamejen. Ravno zato je univerzalen, saj v njem ni mogoče zaznati nobenih lokalizmov in regionalizmov. Hoteli smo pokazati ne to, neko posebno eksotično prekmurskost, kako se Prekmurje še danes nažalost razumeva, ampak smo hoteli pokazati nek širši spekter te univerzalnosti in tudi ta razstava v galeriji Božidarja Jakca mi je zdaj omogočila še nekaj. En pogled
z ene določene razdalje. In ko sem pogledal to razstavo, ko je bila postavljena, sem se še enkrat prepričal, v teh delih ne najdemo ničesar lokalnega. Veseli smo bili, da smo lahko sprejeli gostovanje te velike razstave. Ob njej je šla res temeljita študija tega obdobja in pa te neke poetike, ki jo zdaj nekako kar verjetno označujemo kot sinonim za to prekmursko ravnico, osamljenosti. In zanimivo, da se je tudi ob vsem tem slikarstvu pravzaprav skovalo neke vrste ime prekmursko slikarstvo, kar recimo težko rečemo za dolenjsko slikarstvo. Mi nimamo nekega takega toponima tovrstnega v naših produkcijah. Razstava je tako velika, da bo en del razstave še gostoval tudi v Ajdovščini, v Pilonovi galeriji, čez en mesec bo otvoritev tudi tam. Tudi tukaj je nekaj del takšnih, ki niso bila na razstavi v Murski Soboti, tako da gre res za en tak lep jagodni izbor zbirke Galerije Murska Sobota. Razstava osamljenosti je sicer na ogled do 16. avgusta. V Krški dvorani v parku pa je do nedavnega bila na ogled razstava del Vita Marina z naslovom Moji domači, ki so jo v Društvu ljubiteljev fotografije Krško pripravili v okviru Blaževih dnevov. Društvo ljubiteljev fotografije Krško je v dvorani v parku postavilo razstavo v okviru Blaževih dnevov na temo fotografija. Predstavljamo strica od Blaža Mirta. Njegovo ime umetniško je sicer Vit Marin. Lani smo predstavili njega kot slikarja, letos pa predstavljamo njega kot fotografa. Še posebej smo veseli, da je družina Mirt iz Velikega Kamna in sorodniki zbrala en kup teh fotografij z njegovega opusa, ko jih je fotografiral. Razstavljene fotografije so nastale v obdobju 2 desetletij. Fotografije so nastajale tam 1960-70. Še posebej poudarek je na življenju na vasi. Namreč življenje na vasi včasih je bilo zelo skromno, iz fotografij se to čuti, skromno in veselo po svoje in tudi žalostno, ker tudi recimo smrt je bil del življenja, je del in rojstvo. In na teh vseh fotografijah se to lepo vidi. Vit Marin je bil fotograf, pa tudi kipar, grafik in slikar, rojen leta 1929. Z umetnostjo se je začel ukvarjati v 60. letih, ko je sledil modernističnim gibanjem v Ljubljani, v Krškem pa je prvič razstavljal leta 2006, ko se je predstavil s svojimi kiparskimi in slikarskimi deli. Vit Marin je bil zanimiv avtor, izhaja iz Velikega Kamna, tam se je tudi rodil, potem je pa deloval v Ljubljani, celo na Viba filmu, tam je zelo veliko stvari izgleda naredil in njegov opus še sploh ni raziskan, bi človek rekel, ker zdaj, ko je umrl, so sorodniki te stvari prevzeli, so iz Nemčije, ker potem je tudi v Nemčiji deloval na koncu njegovega življenja, so prepeljali domov, domač kraj in so shranili. Kaj bomo lahko še iz tega, mogoče naslednje leto, če bo sorodniki pač pri volji, da bomo raziskali, kaj vse je on ustvarjal, ker mene osebno je kar presenetilo to, da ni bil sam fotograf in on je bil kot kipar se že predstavil v Podsredi že pred leti. Velike skulpture so še vidne na Velikem Kamnu, če kdo gre mimo, in tudi v tej dvorani v parku se je predstavil kot grafik, tako da mi smo pač zdaj šli na fotografijo. V društvu želijo pripraviti podobno razstavo Vita Marina tudi naslednje leto. To življenje je bilo zelo slikovito, na vasi se ni bilo enolično in najbrž, ker on je še posebej, se me je dotaknilo to, da je on ljudi postavil v okolje. On jih ni postavil kar
kar tam ob hiše pa skozi. Hotel je, da so čim bolj tako, kot so živeli, da so čim bolj ta prikaz in mu je zelo uspel. Tokratna razstava bi morala biti postavljena že v marcu, ravno v času, ko se je začela epidemija novega koronavirusa. Iz javnega sklada je prišla pobuda iz Krškega, da bi eventualno pa kljub vsemu začeli z aktivnostmi in to se mi zdelo pa zelo lepo, ker smo to čisto par nas je to naredilo, maske smo imeli, vse je bilo tako, ampak pač lepo je, da stoji razstava, če smo jo že čisto dokončno pripravili. Razstava je bila na ogled do nedelje 31. maja. Poglejmo še na spletni portal eposavje.com. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.